mogoče to ni niti sprejemljivo zares. Ja. V 2022. Pač. V 2022 bi to moglo biti hitrejš. In to v fucking Tržiču. Moj life je laž. Tole je bilo noro, tole ni bilo niti približno pričakovano, tako da... wow. Ne vem, kaj reči. Jo, sva Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV. Oj. In danes sva spet zunaj, kakor vidite, na terenu. V Tivoliju. Ja, da po dobrem letu nadaljujeva testiranje 5G omrežja v Sloveniji. Trenutno se nahajava, kakor je rekel Davor, v Ljubljani, v Tivoliju, kjer bova začela s testiranjem in se potem odpravila naprej proti Gorenjski, kjer bova testirala 5G. Potrudila se bova, da predstavlja čim bolj realno sliko trenutnega stanja 5G omrežja pa nas, brez olepševanja. A veste, kaj bi se pa lahko vi potrudili za naju? Kaj? Ja, da bi se naročili na tale najin YouTube kanal in da ju itak tudi spremljali na vseh spodaj označenih socialnih omrežjih za podporo SETEP. Ja, točen tep, ko gledaš tale video, zelo močno zahvaljujeva. Thank you! Na hitro bova podala, mislim, da prav še ene par informacij, kako sva si zamislila, da bo se tole potekalo in tudi neke čisto osnovne informacije o posameznih operaterjih in njihovih 5G omrežjih, ki jih bova vključila v samo testiranje. Torej, če kar začneva z operaterji, ki bodo vključeni. V zadnjem tednu sva jih večino kontaktirala s prošnjo, da bi nam pomagali s tem, da bi posodili njihovo SIM kartico in jim povedala, da se bo sploh lotila tega 5G testiranja, ker sva tokrat vse skupaj želela narediti bolj uradno kot v prejšnjih testiranjih. Pozitivne odgovore so dobila od večine operaterjev, tako da imava tule SIM kartice od Telekom Slovenija, A1 Slovenija, Hotmobila. Te so nama dali prav operaterji, od kolega pa so dobila še Telemachovo SIM kartico. A ja, pa preden pozabva, se morava na tem mestu še močno zahvaliti vsem operaterjem, ki so nam pomagali pri izvedbi tega videa. Danes imava za test 4 kartice operaterjev, ki so si med top 5 mobilnimi operaterji v Sloveniji. Manjka nama, kakor že Davor rekel, le te dvajeva SIM kartica, za katerega tudi sploh nisva našla informacije, če imajo 5G omrežje že javno pač vzpostavljeno sploh. Telekom Slovenije ima sicer nasploh največji tržni delež med mobilnimi uporabniki, sam kako pa je s 5G omrežjem? Na njihovi strani so napisali, da trenutno s 5G omrežjem omogočajo pokritost za več kot 40% mobilnih uporabnikov v Sloveniji, sigurno pa si baje želijo v bližnji prihodnosti številko še čim hitreje povečati. Glede na informacije na njihovi spletni strani, so trenutno še v prvi fazi razvoja tega omrežja, tako da se bo verjetno odstotek pokritosti hitro povečal. V tej fazi naj bi sicer imelo omogočeno 5G omrežje še na 4G frekvenčnem pasu 2600 MHz. Omrežje 5. generacije pa ta spekter uporablja še bolj efektivno, kot ga uporablja 4G in tako dosega višje hitrosti. A1 Slovenija ima drugi največji tržni delež mobilnih uporabnikov, ampak po njihovih informacijah 5G omrežje omogočajo že za 64% mobilnih uporabnikov v Sloveniji in imajo tako trenutno največje 5G omrežje pri nas. Pri njih pa sicer nisva našla informacije, na katerih frekvencah 5G ponujajo, baje naj bi sicer uporabljali frekvence, ki so namenjene prav samo za 5G. Sva pa še zasledila, da se zaenkrat fokusirajo na to, da pokrijejo predele s 1000 prebivalci in več in da čeprav tam niti približno ni toliko prebivalcev, so 5G bazno postajo postavili tudi krederci. Kar je po svoje tudi zanimiv dosežek. Telemach je pa tretji največji mobilni operater v Sloveniji. Po informacijah na njihovi spletni strani v času testiranja oziroma snemanja tega videa omogoča 5G omrežje za 38,2% mobilnih uporabnikov v Sloveniji. Tudi tu pa nisva našla, na katerih frekvenčnih pasovih omogočajo uporabo omrežja 5. generacije. Ja, četrti največji mobilni operater je T2, od katerih nisva dobila SIM kartice. Peti največji pa je Hotmobil. Tudi ta manjši operater je v zadnjem času omogočil uporabo 5G omrežja, ampak pri njih je catch, da oni sami nimajo svojega omrežja, temveč le gostujejo na mobilnem omrežju A1. Specifike ponudbe tega najnovejšega tipa omrežja so torej zelo podobne kakor pri A1, verjetno pa je omrežje v določenem delu omejeno, ker so pač gosti v drugem večjem mobilnem omrežju. So bili pa toliko prijazni, da so nama za 30 dni poslali kartico, ki ima omogočene opcije za možnost najvišje hitrosti omrežja 5G in evo, vsa ta mobilna omrežja bodo vključena v najin test. Kako bo sploh izvedla test? Kot so že rekla, so trenutno v Ljubljani, kjer bo ta test tudi začela, nato se bo pomikala proti Gorenjski, kjer bo 5G omrežje testirala tudi nekje izven centra, tako da so si zamislila, da bi šla mogoče najprej v smeri proti Domžalam in naredila test nekje tam v okolici, potem se bo odpravila proti Kranju in test naredila tudi čim bliže centru Kranja, na koncu pa bo test izvedla še nekje v smeri proti Tržiču, torej da bi bilo nekje bolj na podeželju.
To so torej lokacije, ki jih imamo v mislih za test, zdaj pa na izvedbo samega testa. Uporabljal bova Davorjev telefon Samsung Galaxy Z Flip 3, ki je trenutno podprt kot 5G telefon v vseh omenjenih omrežjih. Najprej bova testirala hitrost in pa ping omrežja oziroma latenco mobilnega omrežja z aplikacijama Speedtest in pa nPerf. To, kar sva drugo aplikacijo dodala zato, ker ne bi bila boljša za test 5G-ja, saj baje naredi bolj obremenjujoč test z večjimi datotekami kot Speedtest. S tema dvema aplikacijama bova torej številkami predstavila hitrost vseh 5G omrežij, bo pa tudi zanimivo videti, če se bodo številke med aplikacijama kaj razlikovale. Res, ja. Poleg testiranja hitrosti s tema aplikacijama bova naredila še dva bolj real-life testa, in sicer tako, da bova najprej iz Google Play Store downloadala oziroma prenesla eno večjo igro, v enem primeru F1 Mobile Racing, ki je velika 1,49 GB. Ta test bo tako nek realen pokazatelj, koliko časa bi rabili za prenos ene take malo večje datoteke, recimo iz interneta. Za konec bova naredila še test uploada oziroma nalaganje na internet, saj bova na Google Drive naložila najin video o hitrem polnjenju baterij, ki je bil velik približno 1,09 GB, tako da je fleten test pokazatelj. Ja, kakor sva rekla na začetku, upava, da nam bo z vsemi temi testi ratalo pokazati bolj realno sliko stanja 5G omrežja v Sloveniji pri različnih operaterjih. Rezultati bodo sigurno zanimivi, upava, da bodo posod sploh lahko ulovila ta 5G signal. Lahko še poveva, da je načeloma hitrost in pa kvaliteta valjda omrežja odvisna tudi od same zasedenosti le-tega in da ni nujen, da bo izkušnja, ki jo bo imela midva, čist enaka za vse, ampak upava, da bo za potrebe tega videa to nekakšen barometer stanja in vsem, da bo zadovoljiva. Zdaj pa bom nehal govoriti, ker je ta intro že ful dolg in najbolj, da kar greva testirati. A je pa še to, Davor, pa daj, ne predolga videa narediti, kaj ga všti montiral. Ok, se bom potrudil. Davor, has failed. Tako da zdaj pa pač pejmo, gremo testirati. No evo, midva sva najdla svojo prvo točko za testiranje 5G omrežja. Andraž se bo malo vrtel ta prvi, malo uživa. Daj, midva morava testirati, no. Daj, nekaj se igrati. Evo tako, na Telekomu SIM kartica. Počim ga kako noter tudi stvari tako. Joj, Andraž. Imam dobro novico. Imamo. 5G omrežje imamo, čakajte. Bom jaz še svoj telefon vzel, ker tlele se ne vidi, sam Pinkov Pro. Da jaz še z telefonom posnamem. Evo, 5G omrežje. Opala, je. 5G omrežje so dobila. Telekom Slovenije, ta prvi test. Dva sprožila test. Zanimivo, ping je visok. Tukaj sem pa jaz kar predvsej presenečen. Čak, zdaj šlo nazaj na 4G+. Ok, to morava zdaj nazaj spremeniti. Zanimivo. 5G je vključen. 5G sta prej imela. A bo poiskala eno drugo lokacijo v Tivoli, očitno. Ne, očitno jo morava. Ja, ker tole je pač 4G, ok. Prej sva tlele dobila 5G, tako da to ste videli. Ampak dajva, zdaj je 4G+, ampak dajva midva poiskati eno 5G lokacijo. Imam prve zelo zanimive rezultate. Ja, pač jaz imam A1 na svojemu telefonu in 5G mi lovi. Upam, da se karkoli vidi na GoProju, na Z Flip 4, ker ima pa Telekomovo kartico noter, pa 4G+. Res hodva že 5 minut po Tivoliju, pa pač ne najdeva 5G signala od Telekoma, od A1 pa je. Zdaj še mečkam še 2-3 minutke bova okoli hodila. Ja, tole je kar precej presenetil, glede na to, da bi mislil, da pač Tivoli, ki je sred centra Ljubljane, da bo pokrit, ampak ni. Ne vem. Zdaj bova probala še svojo srečo poskusiti, da bova šla bolj v tisto smer, kjer so ga prvo zaznala 5G, ampak ja, zaenkrat ni nič. Ni sreče, greva naprej. Midva sva se zdaj preselila na nov konc in bova tukaj probala, pa še restartala sva. Telefon, jaz sam rabo bom PIN. Ja, midva ima teorijo, da se mora mogoče restartati, zato da se poveže na omrežje Orange. Nisa pa zihar. Zdaj pa držimo pesti, da bomo upravili test. 5G, še zmeraj je. Mogoče bo to samo to prej, da bi ga mogla restartati, no.
dejansko 5G omrežje je in zdaj bo šla midva z speed testom narediti test. No, evo, da boste videli. 5G je, hitrost pa še slabša kot prej. Sorry, Telekom, nočva nič slabega, sam pač, hvala, da si nam kartico dal, sam. Ja, zaenkrat toliko ne odraža 5G hitrosti. Ne, res ne. Tako da zdaj v bistvu, ja, evo, dela in bo koliko? 23, 24, ja, no. 44 pa 23,7. Ja. Toliko niso. 5G hitrosti, ja, tako da dajva pa preveriti, če pa Amperf. Aha, lejte, tlele, drugače pa zazna, Amperf zazna tudi tehnologijo in 4G LTE piše. Telekom Mobile 4G LTE, čeprav tlele je 5G, ampak ni pa na polnem 5G, tako da je lahko tudi kaj s tem povezan. Okay. Naj ponoviva, da je Amperf načeloma bolj obremenjujoč test naprav kot speed test, tako da bo to double check. Res bolj intenziven test narediti, kot sva rekla. In še video stream. Še bolj raznovrsten. Ja. Sama hitrost pa pač ne odraža 5G omrežja, tako kot tudi pač tehnologija ne odraža omrežja. Tako da evo, skor vsega skupaj po Amperfu. Bova videla, kaj to pomeni za naprej. Ja. Tako da, neč greva pa zdaj izloadati F1 Mobile Racing, pa pač naložiti video gor. Ok. Cap size je takole in gremo. In koliko misliš, da bo to bo ene 3 minutke? Sigurno. Zdaj se je mogoče mečkam pohitril. Ali pa celo ene 5 minut, da to traja, no? Več, kot sem mislil. Ja, je pa res, da pogosto se zgodi, da je začetek res počasen, potem pa dobi na hitrosti. Se na koncu pospeši, tako da zdaj na sej. Res mogoče gre zdaj je malo boljša hitrost. Ne vem, kako bom to skatal, da bo kratek video. Da se začne inštalirati. Ja, 4 minute. 41. Malo krajše od tvojih napovedi davor, ampak približno, no. Ja, pač, ne vem, kaj bi rekel. V redu je za 4G omrežje, ni pa 5G omrežje. Ni pa 5G. Greva zdaj še hiter, čim prej uploadati. Amperf tudi v zadju skozi deluje in je prav fletno. Se bodo tudi same hitrosti lahko videle pri nalaganju. Pri meni doma, ko sem testiral, je bilo samo za foro, da vidim, če vse skupaj deluje, je bilo to 16-20 MB na sekundo, tlele je pa 8 MB na sekundo, tole bo po moje več kot 5 minut. Bom res pač malo nehala snimati, ker noč pa za brez vede, sej timer je. No, tale upload gre ful počasneje, kot so pač mi domiselna. Pač 7 minut kasneje in pa še polovica ni. Napolni smo, tako da... Mi dva glede na to, da imamo še 15 testov za narediti, po različnih lokacijah bova tole prekinila. Bova prekinila, pa recimo, da to bi bilo v nekih 17-18 minutah. Približno od oka zloadan. Ja, tako da vidim, bova tole prekinila, pa greva naprej na A1. Polno obarvan 5G, ki tam pri Telekomu pač ni bil. Tako da, ok. Ja. Gremo kar. Spet test. Ja. To je pa nekaj drugega. Druga klasa. To je pa tisto, kar sem pričakovala. Sorry, Telekom, no nočeva res slabega ponavljava, to sem... Ni primerljivo. Test kaže, upload, sicer ni toliko dober. Kar primerljivo. To bo spet trajal za video. Hitrosti so veliko večje. Greva na Amperf. Tukaj pa tudi zazna Amperf 5G tehnologijo. Spodaj. Ok. Imamo rezultate. Mislim, da je bilo tam 107 000, tukaj pa skoraj 150 000. Ja, imamo pa downloada 772, uploada 4082. Druga klasa. Zdaj greva pa še na upload, oziroma najprej greva na formulo z downloadati. Ojoj. Oho. No, to je pa... Da diraj malo na najbolj pa najbolj. To je pa čist druga zgodba, ker smo že na 51 posto 21 sekund in 100. 39 sekund. 39 sekund. Druga klasa. Druga klasa. Ja, sorry. Sorry, Telekom.
In še ta zadnji del bo upload. Samo to poudariti, da tudi pri 5G-ju upload speed ni lih drugo klaso. Tako da bo spet malo prekinila, da ne bo skozi snemala, da ne bo šla tudi baterija. Sva na 5 minutah. In to bo še trajalo. In je recimo, ne vem, 30-33%, tako da recimo tlele dava, da bi bilo okoli 15 minut recimo cca, ampak bova spet prekinila, ker greva naprej testirati, ampak očitno za upload bodo pač posod rezultati malo slabši. Očitno je sam downloadu full poudarka trenutno. Na 5G, ja. Evo, tudi Telemach omrežje ima 5G. Speed test, evo, Tuš mobil oziroma pač Telemach Go. Ok, je. Nabira hitrost. Nabira počas, ja. Skozi više gre. Ja, malo pod 400, upload bo okoli 35 megabitov. Kristalnico, kar je bilo do zdaj. Je, evo, Telemach 5G. Še malo več. Ja, malo je mi sicer padalo, ampak v redu. Ja, upload pa tam okoli 30. Slabši, ampak je pa še vsem dosti boljši kot Telekom. 522 downloada, 30 uploada, latenca 12. Naprej na F1 Mobile Racing. Tole malo bolj spominja na Telekom, kakor na A1. Sicer ne vem po kakšni logiki čist, ampak ok. Da imajo slučajno samo za testne aplikacije naštimano tako hitrost ali... To so kar hude. Sorry Telemach, nič nočva, to so samo moje razmišljanja, ampak... To je res... Zato delava še ta test. Zato delava še ta test loadanja in uploadanja, da je pač real life test, da ni samo tisti speed test in tako naprej, da se vidijo kako dejansko... Ja, ker real life test ne odraža speed testa. Po speed testu bi to mogel biti zelo dan... Je v manj kot minuti, 40 sekundah. To je pa Telekomom level hitrost. Ne, to je slabše. Oziroma še slabše. Sorry Telekom. Sorry. Nič nočeva, sorry. 5 minut pa pol skoraj kasneje in smo na 38-39 postov. Bova prekinila, recimo to spet rečemo 14-15 minut, da bi to trajali, nimava cajta, greva upload narediti. Glede na to, koliko časa je trajal, že da je loadal formulo, nimava lih nekih visokih pričakovanj glede tega, da bo to zloadano v doglednem roku, tako da po moje bo isto naredila tudi tukaj. A mi da se čez 5 minut, to ne vem, če je sploh tretjina. Sicer v zagovor, malo boljši je, kot je bilo pri downloadu, glede na to, kar sva pri downloadu videla, sem mislila, da bo tole slabše. Ampak še zmeraj, to tudi če s palcem ocenima bi bilo to še siguran. 17-18 minut, približen kot Telekom. Zaenkrat A1, recimo 15 minut, Telemach pa Telekom pa okolo 18 minut. Greva dalje na hot. 5G. 5G? 5G. Mava ga? Mava ga. Mobil. Kjer gostuje? Tako je, ja. No, oziroma A1 je zdaj to. Ja. Ja. Se vidi, da res uše, pa to še... Tu pa. Ok, hot mobil. Za svojo ceno si zaenkrat najboljši. Ja, tudi upload je... Ok, malo, ampak ja, pač tako približno kot A1 naprej. Ja, en prv. Evo, spet je 5G, ampak vidite, provider je pa hot. Še vsem zazna, da ni pač tukaj celo, čeprav network pa A1, kot sva rekla. Čez druge cifre, kakor pa, oziroma res A1 level cifre. Tam z A1. 740, 61 in 60. Pa ta skupen skor na konc. Je kar... Ja. Prav, hot mobil, tukaj so presenečena. Pozitivno. Zdaj gremo pa na real test. Da vidimo, 5, ja. 11, ja, tole bo pa bolj A1 stil. Ja, 40 sekund kasneje, zloadan. Zloadan. Zdaj pa še upload test, verjetno bo pač spet prekinila, kakor že posod do zdaj. Ja, so zdaj na več kot 5 minutah. Trenutno se sploh noče uploadati zaradi enega razloga. Ne sprašujte, zakaj tudi sama? Bilo je tudi do 15 megabitov na sekundo, celo najhitrejše od vseh do zdaj, ampak zdaj smo pa recimo na tretjini, pa ne kaže, da se sploh kaj uploada, tako da... Posod je
ista pesem približno. 15 do 20 minut sigurno bi trajali, tako da tukaj le bo pač spet prekinila. Ker dejansko ni časa. Nama je zložil, ampak... Nama je zložil, v dobri veri smo naredila te teste, da bo veliko hitreje, ampak hočeva skozi vse teste saj prideti, pa neko zaključek pa je dober narediti. Je nič dobro, kaj praviš, nova lokacija? Nova lokacija. No, se vidimo tam. Zdaj v Tivoliju zaključujeva, rezultati mogoče malo underwhelming, malo sva preveč testov naredila glede na to, kakšne so hitrosti, ampak ja, greva naprej, greva midva nekaj pojest, greva zdaj iz Ljubljane, tamle so Stožice in se peljeva proti Domžalam, tako da po moje, da bova hitreje v Domžalah, kakor bi se pa kakšni videi uploadali na Drive po delih najnih testih, tako da ja. Evo, midva sva zdaj v bistvu na drugi lokaciji, pri osnovni šoli v Domžalah. Ne vem, upajmo, da tukaj 5G bolj lovil sploh, to je pač malo bolj odmaknjeno, čeprav recimo, da to je še taka dost načeloma obljudena lokacija, ni lih center, ampak ja, vidite šola, Andraž bo pa Telekom kartico zdaj le dal noter. In Telekom lovi 5G, tako da... Yes. Dobar, kaže. Zdaj pa upajo, da dobiva tista ta pravo hitrost. 5G signal oziroma značka polhna, prej je bila pa taka prazna, tako da očitno ti se bo nek res slab 5G, zdaj tle bi pa mogel biti kar dobro. Ja, tukaj pa že prej je najdel 4G, tle je dejansko 5G, od Telekoma kaže. Ampak čez to verjetno ne bo šel? Ne, ni bilo 100. Zanimivo. Tudi ta plov ti je kar šlo. Tukaj le bo videl, je kar zelo zgodaj končala. Ok, en perf. Evo, tukaj končno pokaževa, tukaj dejansko zdaj je 5G, Telekom. Ok, ja, to v redu. Ja, čez to je prišlo, ampak je pa sigurno dosti boljš kot prej. Bo pa zanimiv primer, koliko bo konkurenca imela tukaj, ker mogoče pa to nek realističen odraz. Koliko bi mogel tukaj biti. No, boljš, kot je bilo pa v centru, s tem, da saj ta prav 5G dejansko lovi od Telekoma. Prej je bilo nekje 5 minut, mogoče pa tudi ne bo hitreje na koncu, kot pa v centru. Bova midva zdaj to zaenkrat prekinila, minuta 20, 17%, pa se slišimo, ko bo bili 100%. Da se pa celo že približujemo 100%, vsak čas bo 6 pa 47. Ni najhitrejš. Ampak okej. Je počasnejš, kot je Tivoliju, ampak okej pač. Ni pa 15 minut. Greva na Gallery. Zdaj tukaj pa spet nimam nekih visokih pričakovanj. Sem prišla do te magične meje 5 minut. Upload je bolj slab. To bi siguren čez palc trajal več kot 20 minut. No, je da skor 25 minut, da je tole neka petina, recimo slaba petina, tako da 20 do 25 minut dajo oceno, ampak ja, upload je pač res zaenkrat dosti slab. Žal, greva na 7. Greva na A1 naprej, a greva. No, peva. 5G je na filan, tako da gremo speed test. Ja. Ja, sicer mečkam pada. Kol 190, ja, 200. Ok, v redu, upload. Ne stvari nalagati. Primerljiv s Telekomom. To že spet vemo, kakšen bo rezultat uploada. Tukaj le 5G je. No, mesec šlo čez 300. Ja, download speed je siguren večji. Je večji, pa tudi sam skor na koncu je boljši, kakor oba skora pri Telekomu do zdaj, ampak veliko slabši, kakor je bil pač tist skor v A1 v Tivoliju. 2, 1. Tole upam, da bo pod minutko, no ali pa... Zakaj niso vsi testi tako hitri, Andraž? Ampak če bi bili... Zakaj niso vsi testi tako hitri? Bi bila midva že... Na 3. lokaciji. Ja. Bova pa malo še v temi snimala, lej. Minuta pa 3 sekunde. Ja. Počasnej kakor v Tivoliju, ampak še zmeraj. To s tem sva po moje kar zadovoljna, a ne? Ja.
Zdaj že poznate vajo, 5 minut pustiva. Ja, 5 minut. Magična meja. Ja, podobno kot pri Telekomu. No. Ja, praktično, meni se zdi zelo isto, mogoče mogoče v vsakem primeru tam okoli 20 minut bi mogli. Ali pa kar 25 minut reči, tako kot pri Telekomu. Gremo naprej na Telemach, pa vidimo, kaj se bo tam dogajalo. Nažalost, ne vem, če nam bo kakšen video danes ratal uploadati na Drive. Močno dvomim. Pa očitno 5G ne bo setira tako, da ne bo kdo rekel, da smo kaj napako naredili. Telefon se je postavil nazaj, potem ko so ga resetirali samo za vsak primer, ampak rezultat je isti, zaznava samo 4G+, ne pa tudi 5G, tako da... Tukaj po moje sploh pojnam ne bi uploada delal, lahko vse ostale teste narediva, uploada pa ne bi, ker pač sploh ni fore. Ojoj. Tukaj tudi download, hitrost ni nič posebenega. Če ste v Domžalah, pa imate Telemach. Se vam ne godili kdo. Ujoj. No, jaz, preden Davor poje naprej, jaz sem siguren, da ne delava uploada, ker, sami vidite. Ja, tukaj je levo, Telemach 4G+, sicer zazna, ampak tudi ta 4G+ ni, ujoj. Ne, sem zdaj pomislil samo na to, da moram komentirati, ne. Ko včasih se s kolegi pogovarjaš, pa si že njim, moj operater je tukaj toliko boljši, moj je pa totalno tam za nič, pa kontra, ne, da je zelo res odvisno, kje si, ki živiš, ki uporabljaš napravo, ne. Dve lokaciji ni mus, da sta si podobni. Evo, skoraj je noter. 61.000 in je to zelo pod vsem, kar so do zdaj testirali, tako da tudi browsing je problem, ki ne bi sploh smel biti problema. Minutko mu dava toliko da vidi in potem, če se bo sploh kaj naredil, kaj bo 1% na 10 sekund? Ja, zgleda že tako. Biš 1% na 10 sekund. Pač to ni optimalno. Nočem biti prestrog, se bom zaenkrat raje zdržal, ampak ali mogoče to ni niti sprejemljivo zares? Ja. V 2022. Pač. V 2022 bi to moglo biti hitrejš v vsakem primeru. Mislim, sorry Telemach, mečkaj mora biti tudi stroga, ker tole je pa... Ne, mislim, da sva bila do Telekoma stroga, da mora biti tudi do Telemacha tukaj. Evo, minuta pa 7%, to je recimo, to je pa 15 minut recimo za download 1,5 giga, kar... Ne, ni optimalno in jaz mislim, da za upload je brez veze, da delava, ker tam je pa še... Ja, za upload pa... Ni, ker je pod 1 megabit na sekundo bilo in tukaj pa pač bo... Ne bo testirala. Pač verjemite nama na besedo, dolgo cata bil. Ja. Hot kartica je noter. 5G. Ja. Zelo primerljiva hitrost z A1. Mogoče malo nižja, ampak to niti ni tako slabo. En perf. Ne, spet ja. 5G je, hot je. Dajmo. Ok, ja. Isto, ja. Tole so pač čist... Tole so rezultati, ki recimo so za... To je že malo bolj podeželje, to pač ni center in so čist nerazumljivi. Dober skor. V bistvu skor dvakrat več, kot pa Telemach, tako da... Pa nič ni bilo v rdečem? Nič ni bilo v rdečem. Tole je tako, kot bi pričakoval, pa upal. Če bi bile take hitrosti na periferiji nekega večjega mesta, se mislim, da noben ne bi vrtržal. Upload res ni močen nadut od nobenega od teh. Pri downloadu pa je razlika, no. Je teh zadnjih par procentov je res. Ja, skoraj pol minute razlike, no, med A1 pa med hotom. Ja, ampak v redu, glede na to, kaj so prej doživela. Ja, je to še... Je to čisto v redu. Je to še v redu. 4, zdaj. Tukaj spet pričakujem iskreno, da bo rezultat isti kot zdaj. Se pravi, 5 minut, počakamo, vidimo in to je to. Stanje in ocenva, kako je naprej.
pač. Zelo podobno je, kakor je bilo pa pri A1, tako da tudi tukaj le... 25 minut pa recimo petina uploadanga, ampak to je že... Ja, zelo radodarna ocena, tako da recimo tam le, recimo cca 25 minut ali pa mogoče še kakšno minutka več, tako da... Kaj ne rečeva? Dej greva prodavtu, pa še takrat kakšno rekla. Se odpravljava zdaj iz Domžal, iz osnovne šole prodavtu in ja, težko kaj rečeva, nisva z nekaterimi operaterji, nisva najbolj zadovoljna, lahko bi bilo boljš, lahko bi bilo tudi slabš. Vsi imajo prostor, da se izboljšajo, ja. Bova pa to še na koncu videa povzela vse skupaj. Se odpravljava iz Domžal, iz osnovne šole, greva proti centru Kranja, tako da upam, da pač tam mogoče še celo boljše rezultate dobiva kot tlele v Domžalah, ker je pač center. Potem pa še naprej Tržič, to bo še trajalo. Ampak se vidimo tam. Midva sva zdaj končno v Kranj prišla, sva na Slovenskem trgu v Kranju pred gimnazijo. Tukaj smo v bistvu tako 5G video snimali, tudi ko sva Telekom testirala slabi 2 leti nazaj. Tako da zdaj bova dala Telekom kartico noter in gremo testirati. Je 5G? Je 5G, ker je tudi fajn, glede na to, da je Telekom tamle, tiste smeri. Tako da ja, Davor, kar začneva s tistom. 5G je, damo go. In... najbolj do zdaj. Ja, gre. Telekom se je, tukaj v Kranju pa dela kakor mora v centru, recimo. Upload je čist v redu, pač glede na to, kar so danes doživela, niso ta pravi 5G rezultati, ampak so pa sigurno dobri. Tudi zdaj je dober test, tako da še boljši v bistvu. Tole je pa ful dober skor. Ja. Tole je pa ful dober skor, pač glede na to, kaj je prej Telekom delal. Ja, nekjer v bližini v Ljubljani niso tako dobrega skora doživela. 3, 4, zdaj. Tukaj pa mogoče pod 2 minute bi že skoraj pričakoval, da bo zloadan. Če ste Telekom uporabnik, pa če ste s Kranja, imate srečo, ker imate velike boljše predispozicije, kot če ste v Ljubljani. Ja, po 2 minutama. 1 minuta pa 38 sekund. To je po moje rezultat, ki sva ga pričakovali že v Ljubljani, saj recimo, če ne tudi v Domžalah. No, tako da tukaj Telekom si naja pa zdaj zelo kar zadovoljna. Ok, cajt za upload. Smo pri magičnih 5 minutah, recimo, da je tole slaba tretjina, manjčkan manj in mislim, da bo, če dava oceno nekje 17-18 minut. Da je kar. Mislim, da bo kar realno. Pač je boljš, kot je bilo načeloma vse v Domžalah. Ni pa še pač še zmer tiste 5G željne hitrosti. Kartica od A1 je noter in čakaj. 5G je lovil, zdaj ga je izgubil. Aha, evo ga, spet nazaj dobil. Tudi tukaj se vidi. 5G? 5G. Ja. Je 5G. In bistveno više hitrosti, kot pri Telekomu. Upload. Je pa še slabši. Slabši je upload. Ja. In pada. Pada, ujoj. Tole ne bo. Tole... Prav preveč dober. Tukaj leg. Ok. Launchava test. Ja, to je kar pričakovan rezultat za download. Upload pa, ja, boljš. Ampak tudi pada. Ja. Boljš kot Telekom. Boljš kot Telekom na koncu, ja, skupen skor. 3, 4, zdaj. 5% gre gor. Se sploh ne spreminja za vsak procent, ampak samo 5-6% zadovoljivo po 5G standardih, ja, to je kar super. 44 sekund. Tule je pa... To je zelo dober. Tako da super. Zdaj pa gremo še na ta zadnji del, in sicer na upload. Ok, če sem bila zelo navdušena nad temu, kako hiter je zloadal igrico tlele v Kranju, pa nad download hitrostjo je upload porazen. Čeprav zdaj se je povišala hitrost, ampak še vse v dobrih 5 minutah, pa ne vem, če je tole desetina, ampak recimo, da je desetina in da midva lahko dava oceno
da recimo bi se v 50 minutah uploadal video. Kar je, ja. Kar je pa... Razen, če bi res vmes, ne vem kakšen skok ratov, čeprav... Ja. Ampak recimo, 40 do 50 minut, kar se mi pa ne zdi... To ni... normalno v 2022 za 1 gigabajt velikega doteka, tako da... Imate srečo, če downloadate, imate manj srečo, če uploadate. Ful težko izbrati misli, ker so taki čudni rezultati vsi skupaj, ampak greva midva zdaj naprej na Telemach. Za Telemach imamo pa dobre novice spet. Je 5G, ampak spet tisti prazen 5G, kar je bil prej pri Telekomu, da se je napolnil. Okay. Ja, oh, ok. Ojoj, tole gre, a bo šel... Mislim, da je ta najvišja doslej izmerjena hitrost. In tudi, upload. Wow, Tukaj imam pa je celo... To pa dejansko možno, da bomo še kaj celo zloadali. Oziroma uploadali, wow. To pa... Tole sem pa zdaj kar nahajpan, kar energijo sem dobil stari. Šlo je čez. Šlo je čez 1000, ja. Evo pa še... Ja, tudi upload speedi. Ja, tole je res obetavno, Zelo ima potencial, da bo... Tole sem pa zelo nepričakovano. Glede na tisto, kar je bilo v Domžalah, je tole zdajle... Ja. Glede na tisto, kar je bilo v Domžalah, je tole zdajle nekako presenetljiv rezultat, ker... Domžale so bile res porazne za Telemach, tako da so res mogli veliko dokazati, ampak v Kranju Telemach res dominira. Zaenkrat tole je bilo noro, tole ni bilo niti približno pričakovano, tako da... najboljši skor do zdaj. Tole je najboljši skor do zdaj. Včasih se tudi ne pretvori, ampak... Ne, je še vsem dobro, Tole bo kar... 30 sekund. Bravo, Telemach. Tukaj ti pa lahko sem da pavc gor, pa sam bravo. Mislim, da ta prvi do zdaj, da lahko rečeva, to je pa res 5G, kakor so si vsaj približno predstavljali. Zato so naredila tak malo bolj zakompliciran daljši test, ker so upala, da bojo približno taki rezultati. Ampak to je bilo ta prvi primer. Ja. Zdaj pa ultimativen največji test, ki ga imava midva danes tle. Ana bo presenetil še s tem in bova končno enkrat video uploadala. Sva na 5 minutah približno sem bil mogoče spet malo preveč optimističen, tako kot sem bil že malo preveč optimističen, zato da sem očitno 1 gigabajt file dal, bi mogel 100 megabajtov ali ne vem kaj. Mislim, da je najdlje do zdaj prišel v 5 minutah in da tlele recimo 13 minut bi bila realna ocena za enkrat. 13-14 minut recimo, da bi bila realna ocena, da bi se tole uploadal, ker tudi hitrosti so tlele najbolj konstantno visoke, okoli 13 do 15 megabitov na sekundo. Da videla vsaj kakšen video, da bi bil v celoti uploaden, bi mogla dati tako 100. Ja. Ampak megabajtov. Ampak je pa pač Telemach najboljši rezultat daleč danes in tudi v Kranju zaenkrat daleč, zdaj gremo pa na Hotmobil. Evo ga, je 5G omrežje. Okay, ja. Da še boljš kot na A1. Ja. Tudi upload je tudi višji kot prvi. Čakaj, a bo začel, ne, ni začel padati, tako kot pravi A1. Wow. Ja. Tukaj je upload speed, kot vidite. Ja, tole je, wow. Ja. Tudi zelo dober končen skor. Tudi zelo dober končen skor. Še 20%. Isto sem vesel, da sem iz Kranja, očitno. Končno sem vesel, da sem iz Kranja. Ja, 40 sekund. Po mojem, da je bilo isto A1, tako da super. Pa približno 10 sekund počasneje kot Telemach, ampak to še zmeraj odličen rezultat. Res je. Gremo še na ultimativen test. Pri 5 minutah na Hotmobilu na uploadu videa in ja, mogoče celo boljši kot Telemach bil prej, tako da tukaj bi mogoče celo dal isto, ali pa 13-14 minut, da bi bil upload zaključen. Hotmobil pa Telemach po mojem, da sta v Kranju
MVP-ja. Pač jaz sem bil toliko nad kranom navdušen nad temi rezultati, da sem rekel Andražu, da morava še enkrat reči, da tole je bilo vsaj približno to, kar so pričakovala pri vseh testih danes, no, tako da... Če bi bilo posod tako? Ja, bi bili zelo zadovoljivi rezultati, tako pa bo res treba zbrati na konc cifre, pa nek zaključek narediti, ampak ja, greva zdaj proti Tržiču, a ne? Tako. Sedem avto mislil, tudi tale vožnja ni toliko lahka, mislim, je kar naporna, ker to na okol že koliko je, 6 ur, se na okol malo furava gor pa dol, pa od Tivolija, pa iščeva place za testirati, tako da tudi tole bo zdajle kar fajn. Kar trujajoče na konc dneva. Kar komaj čakava, da bo da tele 4 teste tamle pred Tržičem še zrihtava in da se lepo potem odpelja v dan. Zdaj se malo furava po Tržiču in okolici in tukaj nama načeloma lovi samo 4G, 4G+, ni 5G-ja. En kratek krog po Tržiču narediva, če ne greva pa v križe, pa pač testirava na hiter, saj toliko, da vidva, kakšne so hitrosti pri 4G, 4G+. Tam je končno ratel v Tržiču najdeti neko mesto, kjer imajo 5G. V bistvu je, mislim, da Telekomova kartica ima noter, pa ima je končno pokazala 5G, tako da to že sigurno je, ostale bova še preverila, upajmo, da bo. Kje smo verjeten, to je v bistvu center Tržiča, ne, Andraž? To boš ti povedal. Ja, boljše bi težko našla za pokritost, kakor lih center, tako da. Evo, je 5G Telekom. Ja, Okej. Tole je ful boljš, kakor sem jaz pričakoval. Wow, očitno imaš dober omrežje tele v Tržiču ti. Dobro, da imaš Telekom. Ja. Tole je zelo v redu rezultat. Ja. Ja, tudi en perf ne laže. To je... Ti rezultati so zelo presenetljivi, no, bom jaz rekel. Bravo, Telekom, kakor je bil v bistvu boljši posod drugje, kakor v centru Ljubljane. Ja, res je. Če ste Ljubljančan, se vam... Ne vem, če se vam toliko splača, da ste na Telekomu. Delač najboljši skor, kak je imel Telekom danes in to v fucking Tržiču. Moj life je laž. Ko prav, moj life je laž, stari, to je... Sem rekel, v Tržiču bo mrskaj presenetljivega. To je, moj life je največja laž na celem svetu. Tole bo pa po moje prvič manjka minuta, to je pa... Glede na rezultate sem v temle speed teste, sem jaz pričakoval, da bo tole hitrejš. Presenetljivi rezultati strani Telekoma, tako da bravo Telekom. Na zadnjih lokacijah si kar navdušil, tako da ne morava veliko slabih stvari zaenkrat reči. 2.46 je bilo v bistvu zares, tako da okej. Na koncu v redu rezultat. Upal sem, da bo še mečkan hitrejši, ampak to je čist super rezultat glede na vse ostale danes. Zdaj gremo pogledati, kakšno je stanje. Ja, recimo, kva bi rekel, 17 do 18 minut, da bi tole trajali, če bi pustila. V redu hitrostno, ni toliko slabo. Pač, glede na današnje rezultate, na začetku so bila mogoče malo bolj razočarana, ker so več pričakovala, da se pa že razmišljanje spremenila in primerjava sam predvsem današnjim rezultatom in očitno je pač taka slika, da to niti toliko slabo ni. Greva naprej na 1. Gremo na 1? Ni 5G-ja. Ni 5G-ja. Bova pač naredila speed teste, bova malo downloadala, uploada pa pač ne bova delati. Razen če bo ful velik upload, če vse, ampak... Dvomam. No, okej. Upload, nič posebnega. Uploada ne bova delala. A1 pač tukaj res ni močen v Tržiču. Greva še na en prv. Zelo nestabilno omrežje. Upload je sicer malo več pokazan, ampak tudi nestabilen. Mislim, da boljši je od Telemacha, ampak ja, to je pa tudi to. Zdaj. Mislim, zdaj procenti grejo hitrejš gor, kakor sem pa predvideval. Pomeni, da bo tole še prej
downloaden, kot je bil 5G prv. Telekom. 5G pri Telekom, samo to, da se spomnimo, je bil ne vem, malo manj kot 3 minute. Ja. Tole bo pa uploaden. Mislim, downloaden v manj kot 2 minutah. Rezultati ne lažejo. Minuta 25. Andraž, daj še malo nas se preusmeriti. Moj tebi tudi nič ni jasen. Tole je hitrej zdownloadal, kot je pa pri Telekomu 5G omrežje zloadalo. Ker ni logike. Ni logike. Da greva upload sprobat. Mislim, dejva poj za foro upload sprobat. Dejva. Andraž, daj mi nekaj povej. Kaj si hotel povedati? Hotel sem to povedati, da nimam odgovora na to skrivnost. Kako je možen, da 4G omrežje uploada hitrej kot 5G omrežje? In kako da je v Tržiču to hitrejš kot primerljivo v Kranju? Ali pa ne ne vem, ni logike. S tem, da je 4G plus omrežje, ne 5G in ne vem. Meni pa po moje tudi Andražu zdaj nimava odgovora, nič ni jasen. In ker je te najhujši to, da res ne bova nekega conclusive rezulta imela, da bi povedala po črto, kaj je najbolj, da vam ustreza. Ne viva. Odvisno, kje živite, odvisno, kjerega operaterja imate. Ne vem. Ne vem, tako čuden je, da... Po moje, da edina conclusive stvar, kaj je to, da... Ne vemo, kaj se dogaja s 5G omrežjem v Sloveniji. Na 5. minuti, kakor so že prej rekla, mi dva, nama trenutno nič ni jasen. So mislila, da bo tole miren zaključek, ampak očitno ne bo. Tukaj le recimo, da bi ocenila 16 minut, da se bo tole uploadal vse skupaj. Zanimivi rezultati, zdaj greja pa na Telemach, pa da vidimo. Ker načeloma je Telemach v Tržiču močen, ampak... Bomo videli. Evo, Telemach ima 5G v Tržiču. To bi si mislil. Ja. Presenečenja so danes zdaj v Tržiču neverjeten kraj. Evo, 5G tukaj le spodaj je. Ok, začeli je slabo, ampak nabira hitrost. 400. 55, 56. V redu? Uploada. No, zdaj, ampak... Sam to ne pove nič. Očitno. Ok, ja, hitrost kar narašča. Sam je pa manjša, kakor je bila pa manjša, kakor pač v speed testu. Upload je pa tudi načeloma v redu. Respectable score. Dober. Ampak, kot veste, se tukaj lahko še marsikaj spremeni, whatever. No, to sam pokaže, da cifre niso vse. Kaj za vraga se dogaja tukaj? Ker tole gre pa malo po pol že. Glede na tiste hitrosti bi tole mogli biti že vsaj na 70%, ne na 7%. 1 minuta bila za 10 postov. Kje bo že to? To je bo nek že udržala. To je slab rezultat. Mi dva bo po moje tole, glede na to, da je že toliko ura, pa tole gre toliko zelo počas. Bova kar prekinila. Ampak lahko rečeva čez palce, da bo siguren. Ja, 10 minut, recimo se zdaj šlo spet mečkan hitrej. Zdaj se malo pohitril, ampak okoli 10 minut, no. Glede na tiste prve cifre, pa hitrostne cifre, je tole... Poraz, ja. Tako da daj pa gremo na upload hiter probat. Pričakujem, da bo dosti počas. Rezultat je, glede na download, presenetljivo dober upload. Tukaj je bila spet neka tretjina, mogoče mečkan več. Tako da, recimo, najna ocena tlele je 12-13 minut za download, pa je to upload. Zdaj sem že toliko zmeden, konc dneva je. Ni šlo glede na določene rezultate, ki drugi. Ja, tako da download slab, upload dober.
okoli se je obrnili, kar smo še prej razmišljali, sploh ne veva več. Zdaj gremo še na zadnji test danes na Hotmobil v Tržiču. 4G plus. Ja, no, če v bistvu, če A1 ni imel 5G, je verjetno tudi Hotmobil, težko da ga bom imel, ampak bomo videli, če so take hitrosti in tak download, upload, kakor je bilo tam. Wow. Boljš kakor pa na A1. Upload pa tudi poprečen. Tudi boljši. Ok. 4G Hot A1. Ok, tukaj je... Predvsej drugačen rezultat pokazal. Upload je pa... Bolj stabilen kakor download. Boljši. Upload je skoraj isti kot download. Ok, rezultat. No, ni toliko slab. 1. V bistvu nekako isto, kar zmeraj ugotavljava za Hot. Stabilen, zanesljiv, nič prevelikih odstopanj nikjer. Dobite eno stabilno omrežje. Za zelo dobro ceno. Ja. Ja, lih isto, kakor pa A1. Lih isto, po mojem, zelo podoben, tako da v redu. Stabilno in zanesljivo. Tako se bo pa tole obnesel. Verjetno se pač danes ne bo nobenega videa uploadala, kot so že prej ugotovila, ampak se splača testirati. 5. minuta zadnjega testa danes. Ja, pač ne vem. Zelo podoben rezultat kot pa A1, zato ker je gostujoče oziroma je v gostih. Tako da je tam, ne vem, 13 do 15 minut ajde, da je najna ocena. Ne vem, kaj reči. Ne vem, kva reči, to mava zdaj nekaj časa, da zbereva vse mi, da pač poveva. Mislim, da je to tole, bova zdaj še med vožnjo, pa pač greva do avta še kaj se spomna povedati. Ok, midva sva zaključila s testiranjem, zdaj sva na avtocesti se nazaj proti Ljubljani furava. Zdaj, ko sva tlele končala s testiranjem, še zmeraj nimava nekih hudih zaključnih misli, kaj pa kako opredelila tale video, pa opredelila rezultate, tako da upam, da Davor pa Andraž iz prihodnosti, da se bosta snemala obadala, pa da bosta naredila nek, upam, da čim krajši zaključek, da bosta že vedela kaj več, tako da ja, ok, Davor pa Andraž iz prihodnosti, jaz sama kar predajam besedo, pa good luck. Hvala, Andraž in Davor iz preteklosti, da ste nam dala to težko nalogo, ker je bilo res težko do zdaj zbrati misli in izlučiti nekaj, kar bi imelo smisel. 2 tedna kasneje sva tukaj in nama še zmeraj čisto vse jasno. Maybe sva na začetku res malo naivno pričakovala, da bo s tem videom pokazala realno stanje 5G-ja, pri nas se nisem pričakovala, da bo stanje takšno, kakor se je izkazalo, da je po najnem testiranju. Ampak ok, če hoče opisati realno stanje omrežja 5. generacije v Sloveniji z eno besedo, je to kaos. Neke vrste mogoče celo urejen kaos ali ne vem. Z zastavljenimi testi sva se čim bolj želela približati nekim testom, ki bi jih po najnem mnenju naredil povprečen uporabnik, ki bi želel videti, kako hitro je dejansko 5G mobilno omrežje. Zato sva tudi zastavila teste s po najnem mnenju ne toliko velikimi datotekami, ki bi načeloma glede na marketing 5G-ja mogli biti hiter uploadane in hiter downloadane, ampak, kot ste videli v tem videu, to ni bilo vedno tako. Upala sva, da bova vse teste v celoti zaključila uspešno, a se to, naprimer, pri testu uploada sploh ni zgodilo. Kot sva že rekla, na terenu rezultati so bili presenetljivi, sploh na začetku. Le kot so bila na testiranju, bolj so se najna pričakovanja v bistvu znižala in so bila navdušena tudi nekako nad slabšimi rezultati, ker je po svoje ironično. Malo so bili razočarani nad testi v Ljubljani, tudi sem mislila, da bodo boljše številke tam, ker je to pač Ljubljana in center. No, temu ni bilo glih tako, ne glede na to, da sva se nahajala v Tivoliju, ker bi načeloma pričakovala dobro pokritost s 5G signalom. Tako sva že kuj na začetku videa dobila streznitev, da 5G omrežje pri nas še nima toliko dobre pokritosti in moči, kot je načeloma oglaševanje. In ja, veva, kaj boste eni rekli. Toliko večje mesto, toliko več ljudi je povezanih na 5G, ampak midva misliva, da različna mesta operaterji različno veliko pokrivajo. Kako je recimo možno, da je bila v Ljubljani Telekomova stavba samo par križišč preč, pa signala skoraj da nisva na začetku zaznala in sva ga dejansko kar malo iskala po Tivoliju, v Kranju pa Telekom in noben od operaterjev ni imel problemov pri pridobivanju 5G-ja. Ljubljana je večja, valjda, samo bi vsem zato upala, da bi operaterji zato toliko bolj pokrila, ne, logičen.
Ker sem pa glih Kranj omenil, pa zanj moram reči, da sem bila tudi načeloma kar zadovoljna s testi v Kranju, na splošno, in lahko rečeva, da je Speedgame generalno gledano zelo dobro pokrito. Ogromno lahko tudi rečeva, da so bili na različnih lokacijah kar precej različni rezultati pri posameznih operaterjih. Če vzamemo za primer Telemark, ta je kot vidite v Ljubljani dosegel kar zelo podobne rezultate in je bil po testih takoj za A1 in Hotom, v Domžalah pa je čisto odpovedal z daleč najslabšim rezultatom od vseh operaterjev, skoraj v vseh testih skupaj. Ampak gledajte ta twist, v Kranju je pa Telemark, zdaj kar se downloada tiče, dosegel daleč najboljši rezultat od vseh operaterjev v vseh testih. Kje je tle logika? Ne vem, ali sploh je, ali moraš imeti pač čas tudi samo sreče pri temu. In če lahko še jaz tukaj nekaj dodam, Davor, včasih hitrosti v speed test appih in real life premierih sploh niso bile zares povezane. Očitno res ni neke logike. Sploh dober primer je, zato so tisti v Tržiču, kjer naj na koncu pogledu na rezultate že toliko bolela glava, da sem bila sam srečna, da je bilo konc snemanja. Kako je recimo možen, da je Telekom v Tržiču lovil 5G in na testih imel konkretno boljšo upload hitrost od A1, v real life testu pa je video uploadal podoben hiter, če ne celo še malo počasnejši od A1, s katerim so lovila samo 4G signal. Ali pa še en drug primer, bolj bizaren iz Tržiča. Kako je možno, da je Telemark spet lovil 5G omrežje in imel svetlobna leta boljšo hitrost od A1, pa je slednji F1 Mobile Racing zelo do vsake minuti in pol, Telemark pa šele po cca 10 minutah, oziroma saj taka bi bila najna ocena, ker je bilo že pozno in zato sva raje prej ustavljala download. Na testih v Tržiču je šla res vsa logika skozi okno. Ampak če še zmeraj vse nekako probava potegati ene skupne zaključke, je ta prvi siguren ta, da je download načeloma še vse močen pri vseh, sploh če je 5G, ker je očitno poudarek operaterjev na downloadu. To je nekako tudi razumljiv, saj je za povprečnega uporabnika download načeloma bolj pomemben kot upload. Ta je namreč izmer precej šibka točka, saj sva res mislila, da se bo 1 GB velika datoteka naložila na drive v dobrih 5 minutah, pa temu niti približno ni bilo tako in to v nobenem primeru. Niti pol videa se v nobenem primeru ni uploadalo, kar vam veliko pove. Dejstvo je, da za content creatorje, kot sem videla, 5G trenutno še zdaleč ni doživljenjem nevoju, sploh če bi hotela večje videe uploadati. Pri uploadu so zato dala res grobe ocene, glih zato, ker so bili rezultati toliko slabi, se preprosto nisva hotela, da bi se snemanja videa še preveč zavleklo, ker smo bila že tako na terenu in v mrazu več kot 7 ur. Res pa je, da so te grobe ocene mogoče, so se pri gledu posnetkov mogoče malo spremenile od tistega, kar sva rekla na terenu. Dejstvo pa je tudi, da je v končni fazi veliko odvisno tudi od sreče in od tega, kateri oddajnik se poveže vaš telefon. Če ste prišli v ta video z namenom, da bi dobili odgovor, kateri operater je ta najbolj za 5G, sorry, ne morem vam podati resnega, res prepričljivega odgovora. Edina misel, ki jo lahko podava, je ta, da ko ste na neki lokaciji z operaterjem, ki ga imate, stisnite pesti in upajte na najboljše, da ste izbrali ta pravega operaterja glede na lokacijo, kjer rabite imeti 5G signal in da je tam pokritost vašega mobilnega operaterja dobra. Naprimer, kot so že rekla, če imate Telemark v Domžalah, ste nasankali. Če že ni dosti, da je bil download slab, je bil upload še toliko slabši, da niti pomislila nisa, da bi ga testirala. No, ampak če imate ta isti Telemark v Kranju, ste pa glede na hitrost očitno cari, ker ste klep sva prvič videla, da je šla hitrost downloada tudi čez 1000 megabitov, čeprav v realni tisti niso bili toliko impresivni kot hitrost. Edini operater, ki je bil pri download hitrosti vse skozi dober, je po najnem mnenju Hot, ki je za svojo ceno paketov še nekako največ ponuja, tudi recimo, da Hot omrežje lahko po najnem testu za potrebe tega videa lahko poimenuje MVP operater tega videa. Kar za zaključek lahko še rečeva in ponoviva je to, da 5G omrežje v Sloveniji je res zaenkrat kaos, ki pa upava, da se bo čim prej ustalil do te mere, da ne bo več samo nek zgor urejen kaos, ampak da bo sistem temelječ na hitrih in predvsem zanesljivih omrežjih, ki bodo vsaj v urbanih predelih dobro pokrita med vsemi večjimi mesti, kjer ne bo preveliko odstopanj od njih. Ja, amen. Evo, to je bil za vas video o najbolj ekstenzivnem in organiziranem 5G testu do zdaj, hkrati pa tudi najbolj zmeden, predvsem zaradi rezultatov. Verjetno pa bo to, če so vmes kaj zares ne bo spremenili, tudi zadnji 5G video za kar nekaj cajta. Na tem mestu se vam mora tudi upravičiti za malo slabšo svetlobo in kvaliteta video v testih v Tržiču, ampak ko sem prišla tle, je bila že orang tema, ker res nisem mislila, da nam bo snemanje tega videa vzelo toliko dolgo cajta in se nam je tu sploh maščeval v Tržiču. Ampak video sva še vsem posnela samo za vas. Upava, da ste ob njegovem gledanju uživali in da se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!